Prijazen pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica. V naši tokratni redni tedenski informativni oddaji bi vas posebej opozorili na pogovor z Vinkom Strmškom, dolgoletnim aktivistom za pravice živali. V torek 9. julija je bil v Viteški dvorani gradu Bistrica koncert ženskega zbora Wanderlust iz Seattla v ZDA. V okviru programa je nastopila tudi vokalna skupina Vivere pod vodstvom Nadje Stegne. V četrtek dne 11. julija so se na svoji 5. redni seji sestali svetniki občine Slovenska Bistrica. V okviru dnevnega reda so po uvodnih točkah obravnavali projekt Race for Life in zaključni račun občine za leto 2018. V prvi obravnavi so potrdili odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Slovenska Bistrica, ter v drugi obravnavi sprejeli še odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča. Potrdili so tudi pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav ter poročilo o delovanju javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica. Ob tem so potrdili tudi elaborate oblikovanja cen gospodarskih javnih služb na območju občine Slovenska Bistrica. Svetniki so v nadaljevanju seje podali še soglasje k ceni socialno-varstvene storitve Pomoč na domu in potrdili višino najemnine za dom dr. Jožeta Potrča, enota Slovenska Bistrica. Obravnavali in potrdili so še poročilo Razvojno-informacijskega centra in poročilo o delovanju javnih zavodov za leto 2018. Sejo so zaključili s premoženjskimi zadevami, vprašanji in pobudami ter točko razno. Pred koncem seje je župan dr. Ivan Žagar spregovoril še o aktualni temi ustanovitve pokrajin. Sejo so si gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica lahko ogledali tudi v neposrednem televizijskem prenosu.
O problematiki z področja varstva in zaščite živali smo se v prijetnem ambientu mestnega parka pogovarjali z ustanoviteljem Bistriškega društva proti mučenju in za zaščito živali in dolgoletnim aktivistom za pravice živali Vinkom Strmškom. V tem našem prelepem mestnem parku pred kamero in mikrofon smo te danes povabili za to, da bi malce poklepetali o živalih, o naših hišnih ljubljenčkih. Sicer pa danes v tem pogovoru nisva sama, no z nama je danes tu še nekdo in ga boš kar ti predstavil. Ja, to je naš prijatelj Lux, najden, pri nas je zdaj približno 4 leta, 5 let. To je imel tudi tako usodo, tako vsi tisti, ki pri nas končajo, malo tu, malo tam, družina je šla na razen. On je ostal sam v boksu, zanemarjen v lastnih iztrebkih, brez vode, vročini, da ga ni eden od naših članov videl, pa pol smo ga dobesedno prijavo delali, vzeli, ker je bil zdaj v boljših pogojih, zdaj živi pri meni. Pol ga eno leto imel en član, drugo leto drugi član, ampak jaz sem to videl, to je živo bitje, to se naveže, to ima čustva in se naveže na človeka, ne moreš to menjevati. To ne moreš menjevati kot kolo, posoditi pa dati nazaj, pa posoditi nazaj. Zdaj pri naši hiši, to je naš član naše družine. Vinko, pred kamero in mikrofon lokalnega programa TV Studia Bistrica smo te povabili za to, da bi se malce pogovorili o živalih, poklepetali o živalih nasploh, predvsem o hišnih ljubljenčkih in pa seveda o našem odnosu do njih. Bistričani te poznajo oziroma te poznamo kot dolgoletnega aktivista društva proti mučenju živali in pa za zaščito. Konec koncev si mislim, da svojo soprogo tudi ustanovitelj tega društva. Sicer si mi pred samim pogovorom namignil, da tega ne bi preveč obešali na veliki zvon, vedno namreč, kadar si se javno izpostavil, so ti preko ograje doma letele muce, privezali so pse in tako naprej, ampak vendarle, konec koncev je res, da se človek tega slej ko prej naveliča, da se njegovo domovanje spremeni v neke vrste azil, pa vseeno mogoče nekaj besed o tem. Ja, res je bila to vedno taka reakcija, kadarkoli je bilo kakšna oddaja, vedno smo pol imeli invazijo odvrženih muc, privezanih psov, klicev, ogromno klicev, pridi tu imaš muco, pridi tam imaš psa. Ustanovila smo mi dva, takrat z Maribora prinesla sem to društvo, idejo o društvu, že prej je tu v Bistrici delala tale Lešnikova Berta, ko vsi poznamo, ona je bila tudi taka izredno zagrižena aktivistka. Potem smo zbrali par članov, nas je bilo okrog 100, 120, 130, se je izredno fejst delalo, tudi zdaj se dela dosti, ampak zdaj so mladi, zdaj je to raztreseno, malo bolj ni več toliko zorganizirano, vsak po svoje strani delamo, ker kličejo nas, recimo je 10-15 aktivnih članov in se kliče, telefonska številka tu, tam se kliče, ampak najbolj pogosto se pa čuje, pridi, tu imaš muco, pridi si po psa, vse to ni moje, to je naše, to je društveno, to je posledica slabega ravnanja živali, to je posledica neodgovornega odnosa do živali, recimo, ne. Zato so taka društva potrebna po vseh krajih in vsi kraji imajo to, moram tudi povedati, da Bistriška občina nam gre zelo na roko, da nam tudi, da subvencionira recimo po sterilizaciji muc, da imamo en veterinarsko postajo, ki nam zelo poceni dela in da računajo, da vrnejo, predvsem na taj, da prije, recimo na sterilizacija pride 18-20 evrov za subvencijo občine. Kakorkoli že, dejstvo je, da ti naši hišni ljubljenčki seveda niso igrače. Če se že odločimo za nje, se je seveda potrebno odgovorno zavedati, da smo v družino sprejeli novega člana, novo bitje, živo bitje, za katerega smo seveda kot humana bitja dolžni ustrezno skrbeti in izkazati skrb, nego, ljubezen, ne pa da se jih po določenem času preprosto naveličamo, jih zavržemo kot neko iztrošeno igračo ali celo kot smeti. Namreč dogaja se, da ti neodgovorni lastniki te svoje živali, hišne ljubljence, odvažajo celo na komunalno deponijo na Pragersko in jih tam zavržejo preprosto kot smeti.
narobe je že ta odnos, že od začetka samega, recimo že sam odnos staršev do otrok vzgoja pri živali. Smešno se mi zdi, recimo, da se otroko obljubi, če bo dober, če bo priden, da bo dobil za nagrado živalco. Ta živalca pol živi 15 let pri vas in to se treba ogromno svojega časa tvoje, da prav deluješ, da ga imaš. In vsi vemo, da otrok je zagnan od začetka, pa se pa to naveliča. Končno tudi vsi ti otroci odrastajo in pol ni več časa za svojega prijatelja. Doskrat se to zgodi, da to najdemo pol po cestah okrog nametano. Ne? In če bi ti otroka vzgojil, otroko že dal v cepo, da živalca ni igrača, da je to živo bitje, da je to bitje za čustvi, da se naveže na tebe. In če bi bil tak odnos, ne bi rabili mi društev po svetu. Ravno na to bi se navezal, ne? Dejansko ugotavlja se, znano je, da veliko preveč podcenjujemo to psiho živali. Ne? Živali so prav tako sposobne nekega sočutja, empatije, usmiljenja, čustvovanja. Pred časom sem na enem od teh televizijskih programov, mislim, da je bil National Geographic, ni pomembno, video posnetek, naredil ga je en antrozoolog, ne? In sicer je avto na cesti zbil srako. Sraka je tam mrtva obležala, hitro zatem so priletele 4 njene vrstnice, se pravi 4 slake, jo malo obstople, potem je ena odletela in se zatem vrnila z šopom trave v klunu in ga položila na to mrtvo srako. Isto so potem naredile še ostale 3 in odletele. Zelo zanimivo, ne, kot da je to slovo, da ne govorim o slonih, ne, in njihovem obrednem žalovanju, recimo delfini in tako naprej. Prav frapantno. Ja. Je, tega je ogromno. Če vidite tudi tu, recimo slučajno, ko nekje povozi psa na cesti, pa, recimo, da se dva potepata, greta na sprehod, jaz temu rečem sprehod, pa se enemu zgodi recimo nesreča, drugi ostane zraven njega, ne gre stran, stoji ob njem, vidiš, da ima. Problem je v tem, da je človek, živalca obdržala sočutje, človek je pa zgubil sočutje. In če bi imeli sočutje, bi imeli živalce drugače gledali, žival je polna čustev. Nekdo reče, da žival se ne veže na tebe, ker dobi hrano. Ni res, kaj pa ko hrane ni, pa je isto ob tebi. Pa recimo živalca ostane ob človeku, da si ravno je revn, pa nima kaj jesti. Recimo. Pa vidite slike, ogromno slik z berači, pa ima psa ob sebi. Zakaj ostane pa njem? To je zvestoba. To je zvestoba, to so čustva. Kaj je vstalo zaradi tega, ker ima koristi od njega, ne. Navezano, znači živalca ima čustva. Tudi čuti bolečino, tudi čuti žalost. Mi prepovršno gledamo vse to, ne? Vinko, pred časom smo se zgrozili ob televizijskih posnetkih, zanesljivo si jih tudi ti si ogledal, videl, ne, ko so nekje na eni od, mislim, da dolenjskih kmetij, konj in govedo pravzaprav umirali v iztrebkih do vratu. Ne. Ob tem človeka prešine tisti rek, tista misel, ki jo sicer mi dostikrat izrečemo v življenju, ne obnašajo se kot žival. Ne. Skrajno krivično in neprimerno do živali, sploh ob takšnih posnetkih. Tudi ta rek, ne obnaša se kot žival, je žalitev za žival. Žival se nikoli ne obnaša tako objesno, ko se obnaša človek. Taki primer, recimo, ko si omenil, tudi jaz sem lani delal prijavo enega tako zvanega ljubitelja kmeta, ki je imel živino v koruzi prevezano. To je bilo en taki kompleks, 1 hektar koruze, sred koruze je bilo noter 7-8 kravic, pa teličko brez vode, brez vsega, prevezanih v dežju, v takem vremenu. In ko smo prijavo delali, je to bil halo. Ta isti človek je imel doma štalo isto. Govedo je bilo do kolen v lastnih iztrebkih in smo prijave delali nič. Tretjo prijavo sem delal na enem koncu, tudi pri nas je tudi sodstvo, tožilstvo, vse skupaj je malo čudno. Delali smo prijavo pri enem človeku, ki je šel na morje, pa pustil psa teden dni v boksu, 2x2 metra na soncu, vročina grozna, posoda brez vode, zraven 2 jabolke, pa en površno vrženi špageti po ograji gor. In ko sem prijavo delal, policija prijavo naredila, je tožilstvo ovrglo takrat tožbo zopet njega zaradi pomanjkanja dokazov o naklepu. Mislim, se vam zdi to normalno? Ena mala digresija.
angleški antrozoolog John Bradshaw v nekih svojih raziskavah ugotavlja, da je naklonjenost do živali na nek način dedna. Se pravi, da izhaja iz genetike, čeprav je po drugi strani najbrž res tudi to, da se ta ljubezen, naklonjenost, skrb privzgoji. Tudi privzgoji. Ob tem bi še omenil eno zelo zanimivo ameriško raziskavo, in sicer so ugotavljali, statistično ugotovili, da so tisti, ki so bili v življenju recimo obsojeni zaradi spolnih deliktov, v svoji mladosti, otroštvu, pogosto mučili živali. Zanimivo, ne? Ena taka prispodoba, če pogleda, recimo, ko pokaže, ne bom za neki skupino omenjal, ampak določeni ljudje, kjer bi jim dodali že na pogled agresivnost. Opaziš psa, ki naj bi predstavljal agresivno pasmo. Vedno se to vidi. Recimo vidiš človeka, ki je poln kompleksov z agresivnim psom, ampak ta pes v bistvu ni agresivn. Agresivnega je naredil on, ker so to njegove kompenzacije. Nobena žival ni hudobna, samo človek to naredi. Ampak vendarle bi tu eno podvprašanje bi te nekaj vprašal, ne? Ena čivava nima fizičnih predispozicij, da te ubije, pokonča, en strasfordski tererik najbrž ima. Tako da, ne glede na to, vendarle, te predispozicije fizične. A si že videl recimo podobo človeka, ki ti oddaja agresivnost, da ima čivavo? Dobro, najbrž je neka korelacija v tem, tako se rekel, kompenziramo neke komplekse in nasplošno. Še to vprašanje, tu bi te še tole vprašal, kaj meniš o tem, da bi bile določene pasme teh psov prepovedane? Ni potrebe, ker sama pasma ni agresivna. Predispozicija to, mi da to imamo predispozicije določene, pa recimo ni čist tak, zakaj vse imamo predispozicije. Ja, ampak so določene države, recimo Nemčija, kjer so določene pasme prepovedane. Zaradi velikega števila tega, velikega števila pojavov, sama žival ni kriva. To je vzgojeno, nobena žival ni v bistvu sama hudobna. Žival ubija samo takrat, recimo žival v naravi ubija samo takrat, ko za prehrano. Tu so pa psi vzgojeni za pasje borbe, ki so tu interesi ljudi noter. Se pravi, pes je orodje. Pes je na nek način, bi naj bil ogledalo gospodarja. Ogledalo gospodarja. Vinko, malce sva sicer zašla v tem najenem klepetu, vendar vprašal bi te to, že vodoma sva ugotavljala, da pač seveda naši hišni ljubljenčki zahtevajo določeno skrb, nego, ljubezen, sočutje in tako naprej. Recimo, zadnjič sem se zgrozil, ko sem pred enim od bistriških trgovskih centrov, bilo je takrat, ko je bila temperatura, mislim, da se je dvignila na 36-37 stopinj, videl na tistem razbeljenem betonu, asfaltu psička, privezanega tam za tist koš, verjetno je pa v tem času lastnik kupoval v klimatizirani trgovini. To je najbrž res zopet drugo zrcalo in ogledalo nečesa. To sem jaz tudi opazal, pa me moti, ampak tu moramo razmišljati tako, da ti ljudje, ko to naredijo, ne razmišljajo, enostavno ne razmišljajo. Dostikrat je pri teh takih problemih, takih dejanjih nevednost, nerazmišljanje. Recimo, on gre s psom na sprehod, da gre na sprehod, ne pomisli pa, da je temperatura asfalta, recimo malemu psu, 40-50 stopinj, da je to muka. In za v takem vremenu s psom iti na sprehod ni dobro za njega. Ampak ljudje ne razmišljajo. V tem primeru je to res igrača. Na ta način. Ja, enostavno, ampak tu ne bi mogel reči, da tu človek slabo dela, ampak ne razmišlja, da s tem ne dela dobro. Vse, ko človeka opozoriš, začne razmišljati, pa pol naslednjič ga ne vidiš več. No, se tudi razmišljanje sodi v neko odgovorno držo. Tako. Smo razumna bitja, ne? Smo, ampak doskrat to pozabljamo. Ker dejstvo je, da živali veliko težje prenašajo vročino kot mi. Temperatura njihova tam naj bi bila tista idealna, 18 do 20 stopinj. In mi ljudje lahko gremo po tuš, lahko skočimo v zen, lahko gremo na pivo, na sladoled. Ciček ne more. Gre za psom v prvi lokal, se naroči hladno pivo, pes pa tam komaj diha, recimo. Recimo, če gledamo zdaj, ko grejo na sprehod s temi malimi psi, to je 15-20 metrov z asfalta, tam je 50-60 stopinj temperatura in ljudje ne pomislijo, da ta živalca komaj diha, lahko kap,
To ne razmišljajo ljudje. Še ena zadeva vezana na te sprehode, na sprehajanje teh naših ljubljencev, včasih prav opazujem, ne, zdaj, ko psiček opravi, ne, to veliko potrebo v naravi, ne, bom rekel, kdaj pa kdo celo potegne ven tisto plastično vrečko in ta iztrebek pospravi. Dostikrat opažam da ne. Če bi se naš hišni ljubljenček podelal v strmanju, ne, bi ga verjetno vzgojno kaznovali in pospravili. Ampak to še ni prodrlo zavest, da je tudi okolje naše razširjeno stanovanje. Ja, vse to, če gledaš, ko grejo, jaz opazujem tule vrke, pač imam delovno mesto tu med naselji, pa gledam recimo ljudje, ko imajo vse, pa grejo na sprehod. Recimo moti me nekaj, v končni fazi takrat, ko vedno potegne živalca, ker ti nisi jezen na gospodarja, jezen si na živalcu, ki je to upravlja. Pomožno se še pa recimo na igrišču za otroke, na peskovniku. Oseba, ki ima pa psa, pa gleda v zrak, kot da ne ve, za kaj se gre. Recimo, brez tega na sprehod ne bi smeli iti, brez vrečk pa povrat. Pa še nekaj je, toliko je teh površin velikih, da greš z psom von. Jaz pa rad živalce, on nima rad in jaz recimo tudi njegovo voljo spoštujem. In zakaj bi jaz recimo ustvarjal konflikte v končni fazi, tako zdaj, ko vedno je živalca potegnete kratko, grdo gledanje. Jaz grem na sprehod z mojimi psi tam, ko nobenega ne motim. Jaz se bom šel z mojim psom, recimo danes smo tu v parku, pa še celo, da je bil hud, oster pes, po parku, kjer se sprehajajo mamice, vsaka se boji za svojega otroka. In zakaj bi jaz njim krajšal, idi na sprehod tam, kjer ni ljudi, da se ti lahko živalca tudi zlaufa, zleta. In če pa že s psom greš, pa se podela, pa poberi. Svoje stanovanje poberemo. Jaz imam ograjeno dvorišče, imam 3 pse, jaz ne puščam iztrebkov tam in se moram pobrati. To je ravno to, o čemer smo uvodoma govorila, ne, da v bistvu na nek način ta naklonjenost do živali, do ljubljenčkov je v neki korelaciji tudi do naklonjenosti, do spoštljivega odnosa do okolja, čeprav to zadnje, kar zdaj govorimo, tega ravno ne potrjuje, ne? Ja. Ampak to je tudi stvar neke osebne kulture, odnosa. Ne? Vse je nabava psa tudi stvar neke osebne kulture, osebnega odnosa do živali. Morate vedeti, recimo, da je veliko število psov kupljenih iz prestižnih nagibov, ne? Veliko tega. Moraš vedeti, da je ogromno teh psov, stane ogromno denarja in da ljudje vozijo te pse na sprehod zato, da kažejo svoj statusni simbol. Tudi tega je ogromno, ne? Tako gledano zdaj, recimo, če imaš ti živalco rad, je tebe cena, ali je zelena, rdeča ali pa rumena, ali je velika ali je mala. Ti ne gledaš toliko in toliko denarja v njej, ti gledaš bitje, ki je čustveno, ki ti vrača čustva, ki ti daje neko psihično oporo. Takrat, ko si psihično nazoran, si z psom ti pomaga. Tu smo zopet v polju nekih kompenzacij, ne, definitivno. Vinko, končala bova ta najin pogovor na ta način, tudi ti si v svojem življenju doživel eno zelo zanimivo, bomo rekla, preobrazbo, ne, taki miselno, čustveno miselni salto mortale. Vem, da si bil nekaj dni zelo zagrizen, strasten lovec, ne. Potem si v bistvu iz te zapustil to zeleno bratovščino in danes raje kot z lovsko puško v hosto odideš, recimo, ne vem, z košarico za gobe. Ja, za gobe. Tudi to je ena od kompenzacij, tako vsi ljudje imamo nekaj kompenziramo, nekaj se dogaja. Recimo, mogoče bi še lovec ostal, če bi bili v tisti bilo kjeri družini, kjer tam, ko sem bil, samo radi 2, radi 35 pa ne. In tudi lov je na vrsta kompenzacije. Jaz, ko sem recimo iz Bistrice šel v Maribor, pa iz Maribora nazaj v Bistrico, ko sem odpiral svojo obrt, takrat nisem imel recimo toliko poznanstev. Danes bi jaz, če bi to isto naredil, bi igral golf. Takrat je bila pa aktualna jaga. Tudi neke vrste statusni simbol, dokazovanje, ne, v družbi. Ampak, ko sem prišel v tisto, sem videl, da to ni to, da lov ni. Ne moreš ti gojiti živali s puško. Naredil si nek preskok, neko transformacijo. Ja, velika napaka, jaz to vem, jaz tega nikoli nisem tajil. To je bila velika napaka in... Ta na napakah se učimo, ne? Jaz sem čez to šel, jaz večkrat dobim to serviran, da sem bil lovec.
Kadarkoli sem v kakšnem društvu, ko se pogovarjamo o živali, domin servirano, mene to ne moti. Jaz vem, jaz nikdar nisem tajil, da nisem bil. Mi je pa žal, da sem bil. Mi je pa žal, ampak jaz sam svojo dušo čistim, svojo karmo čistim. Ne? Vinko, mi smo sicer nameravali v ta naš klepet povabiti tudi tega novega predsednika društva za protimučenje živali in za zaščito. Nekako nismo uspeli se dogovoriti. Mogoče na zlic vsemu ena informacija, kaj narediti, kako postopati v primeru, ne? Če naletimo na neko zapuščeno žival, psa, mačko, če se zateče k nam, koga poklicati, kam. Vse društvo deluje, vse več članic, pa je več telefonskih številk, pa se kliče. Lahko se tudi pokliče VURS, lahko se, če je poškodovane živalce, lahko odnesete brez skrbi na veterinarsko postajo. Je kje dostopna kakšna spletna stran društva, telefonske številke? Je, spletna stran društva, vse obstaja. Tudi če najdete na cesti poškodovano, lahko vzamete, bilo kdo vzame pa odnese. S tem tudi nekaj doprineseš, ker najlažje je odgovornost prenašati na drugega. Halo, tu imaš, pridi. Mislim, noben ne da svojega časa, ne da. Ne bi bilo problem, če najdeš, recimo psa povoženega cestnega pobereš ali pa pokličeš veterinarsko službo. Bistriški veterinarji vedno pridejo. Imamo 2 veterinarja, 2 bistriški ambulanti, obedve se zelo uslužijo za živali. Vsi pridejo, vedno pridejo. Ni problema to, ne? Klice, imate spletno stran, imamo društva, ampak pri nas je problem to, da vsak pokliče, kot da smo mi zbiratelji. Mi tudi pomagamo, mi gremo, pa ne moramo pa vse posod pobrati, ker nimamo prostorov, nimamo prostora za azila, tako imamo Maribor, ne. Mi smo predvsem društvo, ki dela na terenu, rešuje problem na terenu, hranimo živalce, bolane vozimo na zdravniku in tako dalje. Tisto ambulantno stanje, recimo vedno eden od naših članov da svoj prostor, svoje stanovanje, svoje hišo, da ozdravi, pa to vračamo. Ali vračamo, če je prosto živeča muca, jo vrnemo na ulico, ampak jo steriliziramo pred tem, da se ne več razmnožuje. Pse pa damo v azile, ker nimamo prostora. Koliko ljudi vzame, tisto podelimo, damo. Ono pa ne moramo, ker ni prostora. V času od 8. do 15. julija so policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica obravnavali 11 kaznivih dejanj, od tega 8 kaznivih dejanj tatvine, 1 kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari, 1 kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe in 1 kaznivo dejanje nasilja v družini. Levič. Neznani storilec je pristopil do parkiranega osebnega vozila znamke Volkswagen Tiguan in ga spravil v pogon, ter s tem dejanjem lastnika oškodoval za 15 000 evrov. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je v trgovskem centru iz nakupovalnega vozička odtujil žensko torbico z denarnico in s tem lastnika oškodoval za 150 evrov. Zgornja Polskava. Neznani storilec je z dvorišča stanovanjske zgradbe odtujil klop in s tem lastnika oškodoval za 150 evrov. Policisti so bili obveščeni o 15 prometnih nesrečah. Od tega so obravnavali 2 prometni nesreči kot prekršek. V 13 primerih so odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencem izdali pisno obvestilo. Zaradi povzročitve prometne nesreče so 2 povzročiteljama izdali plačilni nalog. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so podali 4 obdolžilne predloge na Okrajno sodišče Maribor. Izdanih je bilo tudi 38 plačilnih nalogov. Začasno je bilo odvzetih tudi 6 vozniških dovoljenj in zaseženo 1 vozilo. Zaradi kršitev javnega reda in miru so opravili 5 intervencij, in sicer 3 na javnem kraju in 2 v zasebnih prostorih. V 3 primerih so intervencijo zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška. S policijsko kroniko tudi zaključujemo tokratno redno tedensko informativno oddajo in vas lepo pozdravljamo tudi do prihodnjič.